Dober večer. Današnji večer v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev bo potekal o Kozlovski sodbi v Višnji Gori v tujih prevodih. Z nami lepo pozdravljam Barbaro Rigler, producentko literarnih dejavnosti na JSKD, potem Sunčana Stovna, prevajalca v angleščino, in Đurđa Stasaglavec, prevajalka v hrvaščino, iz hrvaščine, srbščino, iz srbščine, kaj sem še spustil, bosanščino, črnogorščino in profesorica južnoslovanske književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zanimivo se mi zdi pri Josipu Jurčiču, da je ta Kozlovska sodba v Višnji Gori doživela kar lepo število prevodov. Jaz sem jih naštel vsega skupaj 19, kajti nekateri prevodi so bili pač potem še enkrat, v nekatere jezike je več prevodov, ampak večina prevodov je to nastalo v režiji Barbare Rigler in JSKD-ja. Začela si takrat, ko si še delala na izpostavi v Ivančni Gorici, pa bi te prosil, če mi lahko oziroma če javnosti poveš, kako se je ta projekt začel in kako je to potekalo, take reči. Hvala najprej, hvala za povabilo. Ideja je bila zelo romantična. Delala sem na izpostavi v Ivančni Gorici, kjer vemo, da je tudi domačija Josipa Jurčiča na Muljavi. Hkrati je v bližini Stiški samostan, se pravi, da je cela izpostava bi morala biti prepletena z literarno ustvarjalnostjo. Nekaj posameznikov je ustvarjalo, ni pa bilo mladih. In v enem obdobju, ko sem prišla do priložnosti, da spodbudim na nek način tudi mlade ustvarjalce, sem začela iskati neke možnosti in priložnosti. In seveda se mi je zdelo pomembno, da začnemo izhajati iz slovenske klasične literature Jurčiča. Po drugi strani pa sem ves čas razmišljala, da tudi ta literatura se more oziroma avtor postaviti ob bok svetovni literaturi. Tako da je v tistem času prišlo do več indicev, ali kako naj rečem, več vzrokov, ki mi je dalo potrditev, da razmišljam prav. Slučajno sem se leto pred tem potepala po Švedskem, bila sem na domačiji Astrid Lindgren, kjer sem videla, da to ni samo prostor, kjer se razkazuje ali pa predstavlja, kjer je ona živela, ampak predvsem to, da je bil to prostor literature, literarne ustvarjalnosti in knjig iz celega sveta, prevodi iz celega sveta njene literature. In to me je tako nekako razradostilo, da se mi je zdelo, da je treba tudi Jurčiča na nek podoben način postaviti na Muljavo in pač v kraje, kjer je ustvarjal in je živel. Zdaj, kako se je cel projekt odvijal, je kar dolga zgodba, ker sem se ga lotila, kot sem že rekla, zelo romantično, brez sredstev. Vedela pa sem, da je treba besedila prevesti z res odličnimi prevajalci. Skušala sem sredstva poiskati tudi na različnih razpisih. Eden od takih je bil ta Ustvarjalna Evropa, kamor pa me je spodbudila tudi moja sodelavka Dragica Veskovič, ki je takrat delala na trenutno mojem mestu na literaturi. In tam sem prišla do teh kriterijev in meril, kakšni so dobri prevajalci, kakšen je dober projekt in kako se je treba takih stvari lotevati, se pravi, da res poudarjaš to kulturno in jezikovno raznolikost, kako ne prevajaš samo v velike jezike, angleščino, francoščino, ampak da se lotevaš tudi manjših jezikov in seveda je bilo zato se potrebno poiskati prevajalce. Prevajalce sem pa iskala med native speakerji, ki so bodisi živeli v Sloveniji ali pa so delovali in ustvarjali na lektoratih po evropskih univerzah. Pa si imela kakšen načrt, po kakšnem vrstnem redu boš izdajala te knjige po jezikih, ali je pač bilo to bolj glede na razpoložljivost prevajalcev in, ne vem, potencialen odziv v tujini? Ja, najprej sem preverila,
kaj dejansko sploh obstaja Jurčiča v prevodu. Ravno danes sem zvedela pač za več. Odločila sem se v eni fazi, da ne bomo prevajali 10. brata, ker je že imel nekaj prevodov, da ne bomo šli v prevode Jurija Kozjaka, ker je tudi že imel nekaj prevodov. Ugotovila sem, da ima Kozlovska sodba najmanj prevedenih besedil oziroma najmanj prevodov in iskala sem zgodbo, ki bi lahko nagovarjala ne samo mlade bralce, ampak tudi po eni strani odrasle. Predvsem pa sem iskala zgodbo, ki bi bila lahko aktualna in razumljiva širšemu bralstvu in ta humoreska se mi je zdela kar primerna za to. V tistem času sem našla samo en prevod v nemščino, ampak je bil star več kot 30 let, tako da se mi je zdelo, da ga je treba aktualizirati. Da pa bi lahko prišla do vseh prevajalcev, sem pa seveda najprej izbrala angleščino. Najprej angleščino, francoščino, tudi španščino, potem so se pa začeli jeziki kar ponujati, tudi prevajalci so me poiskali in je bilo lažje. No, ker se že glih omenila angleščina, pa bi zdaj jaz Sunčana povprašal par stvari. Glede na to, da smo ti ta privilegij narediti prvi prevod, kako ti je bilo to delati, ker ti večinoma prevajaš v angleščino bolj strokovna besedila, ne? Zlasti, kakor sem jaz ugotovil, iz področja umetnostne zgodovine. A se motim? Mislim, je res, da veliko strokovnih besedil prevajam, ampak sem pa tudi otroške zgodbice prevajal. No? Sem jih pa, mislim, ena od prvih, ki sem jih, je bila Zvezdica Zaspanka, tako da tudi ena od teh klasičnih bolj slovenskih. No? Sem pa zelo veliko teh otroških knjig prevajal v bistvu ne zato, da bi se izdale v angleščini, ampak zato, da so pol nosili v Bologno pač na ta book fair in pač tam pravice pol prodajali, da se je prevajali iz angleščine v vse ostale jezike. No. Tako da sem jih kar dosti prevajal, no. Ampak ja, v bistvu, da so pa prav tako, je pa, ne vem, ta Zvezdica Zaspanka, pa to Kozlovska sodba. No. To so vse klasike, ne? Ja. Ja. In mislim, kako ti je bilo pa recimo, tukaj noter je jezik malo patiniran, ne? Čeprav je to priredba za slikanico, ni zdaj čisti izvirni tekst. Kako si pa s tem spopadal? A si to ohranjal, to starinskost, ali si se odločil bolj za sodoben pristop? Mislim, absolutno nisem šel zdaj na čisto starinskost, ker pač tudi jaz ne bi, mislim, je tudi ne obvladam toliko, da bi pa bilo konsistentno čez cel tekst. Ne. Tako da se mi je pa zdelo boljše, ampak sem pa mogoče malo bolj, ja, mogoče malo bolj tako, no, ampak ne pa zdaj, da bi šel na polno, no, na to. Tako da... Pa zdaj tukaj še Đurđa na tem mestu vprašal v zvezi glih s tem patiniranjem jezika, glede na to, da si pač tudi prevodoslovka, kako ti gledaš na prevajanje teh tekstov, za katere se moramo prevajalci potem odločiti za neko strategijo, ali ohraniti to, ali posodabljati pa s tem dati neko brezčasovnost, da se trudimo kako drugače, pa kakšen drug argument za to uporabiti. Da bi rekla, da enoznačnega odgovora na to ni, ki bi potem veljalo za vse, da vsa stara besedila prevajamo tako, da to starinskost ohranimo. Pri konkretni Kozlovski sodbi se mi zdi, da se to da, ker povsod se tudi ne da, in da je smiselno, da s tem dodamo, kako se reče, dodano vrednost besedilu in da to niti ni tako težko storiti. Govorim za jezik, v katerega sem jaz prevajala, v hrvaščino, nisem s tem imela težav in sem motivirano izbirala besedni red, glagolske čase, k sreči hrvaščina to vse ponuja in sem si tako pomagala in potem sem seveda imela sama občutek, da to je malo starinsko, ampak lasten občutek je lahko zelo varljiv in so potem poskusni bralci potrdili, da je v redu. Če pa smem povedati, najbolj sem bila zadovoljna, ko je hrvaški pisatelj Renato Baretić, ki sem mu poslala besedilo, ne da bi mu karkoli povedala. Rekla sem, prosim, poglej tole, kako se ti zdi.
nič ni vedel, ne o avtorju, ne da gre za prevod. K sreči zame niti ni poznal te zgodbe in je odgovoril zelo zanimivo, kako ta avtor ali avtorica, ne vem, piše starinsko. In potem sem se rekla, hvala lepa, to je to in ne potrebujem nič drugega, ali si vse razumel, da, vse super, nimam nobenih pripomb in sem bila zelo vesela. Tako da bi rekla, kakor kdaj, glede te patiniranosti in ohranjanja starinskosti, ker je to zelo zdrsljiv teren, lahko ti zdrsne in potem je več škode kot koristi. Barbara, ti si se odločila za to priredbo, ki je bila za slikanico narejena. Pač razložila si zato, da bi pač imela čim širše bralstvo. In pa vseeno zanima, glede na to, da si ti urejala veliko teh knjig, kako je v bistvu potekal ta uredniški proces, ker si predstavljam, da vseh jezikov pač ne poznaš. Ja, res ne poznam jezikov, čeprav sem se jih kar veliko učila, ne znam pa nobenega aktivno. Občutek mi je bil blizu. Zaupala sem pač ljudem, ki so mi predstavljali prevajalce in tudi opazila sem, da so vsi prevajalci, so tako kot mogoče Đurđa, pa potem Sunčan, vem tudi za ostale, da so si dobili te prve bralce, prve jezikovne, tako da moje uredniško delo je bilo zelo tehnično, a ne. Nisem se z besedilom ukvarjala toliko, kot sem se samo izvedbo. Imela pa sem pač možnost, da so po vseh teh prevodih še, po vseh prevajalcih besedila prebrali tudi lektorji ali pa pač korektorji. Ja, ker pristopi so bili zelo različni. Na primer Sunčan in Đurđa sta dvojezična, ne. Potem Florence Gacon-Marx je delala s svojimi študenti, potem imamo prevajalske pare, na primer Veronika Simoniti in Sergio Sozzi, potem za Jete Ostanveru mislim, da je sama prevajala, potem mislim, kitajski prevod sta bila tudi sicer dva kitajska prevajalca, Wang Huiqin in Zheng Jiangren. Mislim, da to je hči Wang Huiqin, Lilisa je Wang, ona je ilustracije prispevala. Tako da je bilo zelo različni pristopi so, ne. Ampak recimo zanimiva je pa tudi zgodba okrog ilustracij, ne. Slovenski izvirnik, mislim izvirnik, izvirna slikanica, ki je služila za tekst za prevode in angleški prevod, ima ta ilustracija Marjana Mančka, vse ostale pa ne, oziroma so drugi ilustratorji, ilustratorke. Kako je pa to potekalo? Ja, tudi to je mogoče na nek romantičen način se odvilo. Najprej sem se obrnila na gospoda Mančka, ki se je zelo navdušil nad projektom in je, ne da bi razmislil, kje se trenutno nahajajo njegove ilustracije, dovolil uporabo ilustracij za vse prevode. In prvotni namen je bil, da naredimo samo besedila in uporabimo Mančkove ilustracije. Smo pa ugotovili potem, ko smo seveda raziskovali te avtorske pravice, da jih so v lasti Mladinske knjige. Mladinska knjiga je seveda na začetku postavila ceno, ki pa jo na izpostavi nismo imeli, in zato se je projekt v samem začetku zamaknil za celi 2 leti, ker v tem času sem pa jaz poskušala vsem pridobiti denar za prevode, no, tudi s temi prijavami na evropske projekte. In sem v tem času govorila z gospodom urednikom Ilcem pa s Kovačem, ki sta na koncu pristala, da se knjiga v angleškem prevodu izda z Mančkovimi, za ostale pa žal ne. Tako da je potreba najti neko alternativo. Glede na to, da sem pokrivala v Ivančni Gorici vsa področja kulturna, ne samo literaturo, in sem sodelovala tudi z veliko likovniki, ki jih je v tej izpostavi ogromno, dejansko iz Višne gore, Muljave, in sem pa delala po principu
da so morali biti povezani z izpostavo, oziroma morali so bili tudi na nek način izpostavljeni na nekih likovnih natečajih oziroma z nekimi referencami. No? Tako. Kako se je pa projekt financiral? Menila si že evropska sredstva, si bila na teh uspešna ali si morala še na drugih koncih nabirati finance? Kakšna je bila naklonjenost JSKD Ivančni Gorici oziroma občine Ivančna Gorica? Sta kaj pomagala? Ja, to je, če se spominjam za nazaj, kar naiven začetek bil, ker sredstva so bila ničelna, se pravi, začela sem brez sredstev. Potem sem se res 2 leti ukvarjala s temi razpisi in priznam, bila neuspešna, predvsem zato, ker nisem zadostila vsem tem kriterijem po distribuciji in promociji, ki je bil kar eden od velikih pogojev. Ker tudi nisem razmišljala tako daleč, kaj bom s temi knjigami. Če bi zdaj nazaj gledam, je bil projekt tako dober, lahko rečem, zastavljen, ker nikoli ni bil namenjen samo za prevod za knjigo pa za omaro ali pa pač za knjigarno ali pa knjižnico, ampak vedno smo želeli z nekimi dogodki pripeljati knjigo in prevode do ljudi in bralcev. In če ne bi imela posameznikov v Ivančni Gorici, ki so podpirali ta projekt, od takratnega župana, med nami lepo pozdravljam tudi gospoda Pavla Groznika, predsednika turistične, ki so res verjeli v projekt, ga podpirali, tudi poskrbeli potem za določene prevajalce, poskrbeli za sredstva. Tako da smo šli od knjige do knjige, vsak prevod je imel žal samo 200 izvodov, zato teh knjig tudi, kdor si jih ni takrat priskrbel in kar jih ni v knjižnicah, jih ni več. Smo se pa ves čas pogovarjali tudi o ponatisu, no, tako da mogoče pa še bo kaj. Pa kdo so bili v bistvu potrošniki teh knjig? Kdo so bili kupci? So bili to kakšni naši bralci, ki so hoteli to imeti zase in potem za kakšne darila za na tuje, ali je to šlo v kakšno res mednarodne mreže? V prvi vrsti je bilo namenjeno posameznikom, ki so se ukvarjali z literaturo, s knjižnicami. Zelo veliko šolskih knjižnic je obrnilo name. Večinoma so se obračali posamezniki, ki so bodisi delali v tujini ali pa imeli neke sorodnike, prijatelje in so jim to podarili za darila. Tak večji preboj zanimanja so pa postavila veleposlaništva, ki so se začela obračati od veleposlaništva v Londonu, v Varšavi, ne vem, Slovenski dom v Zagrebu se je obrnil in so hoteli imeti te promocije in so potem za svoje v bistvu Slovence, v bistvu zamejske Slovence oziroma Slovence živeče v tujini kupovali te knjige. No, jaz sem nabral nekaj izvodov pač v moji domači knjižnici. Đurđa, izvoli. Samo dodala bi, hrvaškega izvoda se mi zdi, da sem sama vsaj 15 kupila in skoraj bankrotirala, ker da 29,90 evra. Ampak zakaj? Zato, ker sem končno lahko otrokom, pa ne samo otrokom, tudi starejšim, ki berejo, razumejo hrvaško v južnoslovanskem prostoru, podarila nekaj, kar je slovensko in kar razumejo in kar je super in kar je kanonizirano in odlična promocija na vse zadnje. Tako da tudi mislim si, da Sunčan, ne vem, si ti kaj kupoval? Jaz bolj ponovadi pol Barbari rečem, a lahko še en izvod dobim. Se pravi, imaš ljudi, ki jih to zanima? Ja, seveda se vedno najdejo ljudje, ki jih to zanima. Ne? Ja, Je pa tudi tako, da mislim, vem, da za to angleško je res, mislim, da je zelo hitro pošla, no, ampak je bil pa pol ponatis angleški, ne, se mi zdi. Ne? Ja, pa se je sam govoril o tem, ampak tako da v bistvu zelo hitro šlo. No. A pa si ti dobil kakšne odzive od angleških bralcev, kako se mi je zdela zgodba? Kaj veš? Ne, v bistvu ne vem. Ne veš. In kaj pa ti, Đurđa? Ti pa si? Da, navdušeni so. Vsi, ki so dobili,
ki so mi sporočili, so navdušeni. Če pa kdo ni, ne vem. Ne vem. Ja, ker to je bilo recimo zanimivo malo tudi raziskati, ker ta naša svetinja, ne, ta kozlovska sodba, na katero smo vsi tako ponosni, kako so jo v resnici sprejemali širom po svetu, dobesedno, če štejemo še kitajski prevod zraven, pa če je recimo španski preplul ocean, tega ne vemo. Đurđa, glede na to, da ti si se, kakor sem jaz videl, že kar nekaj časa nazaj nekaj ukvarjala s tem problemom prevajanja v sorodne oziroma bližnje jezike, če me spomin ne moti. Da, še kar se ukvarjam. Še kar se ukvarjaš. S tem, torej s problematiko prevajanja v sorodne jezike, kakršna sta slovenščina in hrvaščina, torej oba člana te družine slovanskih oziroma južnoslovanskih jezikov. In kam pa zdaj pes taco moli? Ne, hotel sem te samo pač vprašati, kako, če so bili kakšni hakeljci na to temo pri tem tekstu. Tukaj mi je šlo, vedno pri sorodnih, pa tudi ne samo pri sorodnih jezikih obstaja kategorija teh nesrečnih lažnih prijateljev, ko se ti zgodi mimogrede beseda se napiše enako, izgovori se enako, pomeni pa nekaj čisto drugega. Ampak tukaj mi je pa šlo zelo na roko, torej imena literarnih oseb, da ima hrvaščina tudi to vrstne besedotvorne možnosti, da je sintetični jezik tako kot slovenščina in da lahko tvori pridevnike na način, kot jih tvori slovenščina, in mi je to zelo naravno, se tudi imenujejo v hrvaškem prevodu literarne osebe tako hudomušno, kot se pri Jurčiču v izvirniku. Naravno je ta desna stava pridevnikov, ki se zdi danes starinska, in ta neka, kako naj rečem, univerzalna sporočilnost, ker kulturi slovenska in hrvaška si nista tako narazen in daleč vsaka k sebi, da ne bi te sporočilnosti hrvaško občinstvo razumelo. Kako pa je, dobro si prej premišljeval, kaj se s tem zgodi pred kitajskim bralcem? Ne vem. Sunčana, si imel ti kakšne zagate pri teh kulturnih specifikah, pri tem espriju slovenskem zahojenem v tej knjigi, ne na splošno? Pa mislim, da niti nisem imel toliko nekih problemov, no, s tem. Se mi zdi, da se je kar... Mislim, seveda, kakšne stvari, sicer se zdaj ne spomnim direktno, ampak kakšne stvari seveda prilagodiš, da je pač bolj jasno v drugi kulturi. Ne? Ampak tukaj se mi ni zdelo nič toliko problematičnega, ker se mi zdelo, da je pa veliko teh, ki so v bistvu neke take stvari, ki so pač v vseh kulturah se pojavijo. No? Mislim, veš, neki te liki, ki so v bistvu, ki jih lahko najdeš povsod. Mogoče je pač razlika, ne vem, da seveda, ne vem, imaš vedno ene, ki rečeš, aha, te so pa mogoče iz nekje drugje ali pa kaj, pa jih tako malo ponazoriš ali pa kaj. Z imeni se mi je bilo pa tudi, mislim, vem pa, da sem se še največ z imeni igral, no, to se pa prav spomnim takrat, da to sem se pa res, mislim, ja, pa z naslovom tudi nisem vedel do konca v bistvu, kako ga... Ja, kaj je s tem naslovom? Ti si to Višnjo goro spustil v naslovu, ne? Samo The Famous Goat Trial. Ja, jaz sem jo spustil, ker se mi je zdel, ker jaz sem tudi sem prevajal Višnjo goro, sem tudi, čeprav je pač lastno ime mesta, sem pač prevajal v Cherry Mountain. Ne? Tako da se mi je zdel, da v bistvu da mi ni pasalo naslov, no. Medtem, ko se mi je pa zdelo, da v bistvu nisem pa hotel pustiti, da je sam kozlovska sodba,
Ampak zaradi tega, ker je pa meni dodal ta Višnja gora, v bistvu, da je to ta kozlovska sodba v Višnji gori, sem pa jaz dodal noter še famous, no, da je v bistvu bil poudarek na tem, da je to nek res znana kozlovska sodba. Spustil sem iz naslova, ker se mi pa res, ja, ne vem, nekako mi ni, v angleščini se mi ni dobro slišalo v naslovu. No. Ne vem, meni se zdi to zelo fajn rešitev. Đurđa, ti si imela ti tukaj lažjo nalogo, si dala kar dobesedno jareče suđenje v Višnji gori. Je pa ni tako dobesedno. No. A ni dobesedno? Ni dobesedno, ampak Okej. Višnja gora je ohranjena in spomnim se, ko smo predstavljali ta prevod v Ljubljani v Španskih borcih, je bil, ne spomnim se kdo, predstavnik občine. In ste rekli, hvala, da ste omenili Višnjo goro. In takrat se mi je to zdelo, pa zakaj pa je vendar ne bi, ne? Ampak na prvi pogled se zdi, da mogoče ni ravno, saj najbrž tudi drugi prevodi nimajo, ne vem, ne poznam. Saj pravim, v hrvaščini je šlo in tudi potem to pridevniki in ime prebivalcev, vse se je dalo sicer malo nenavadno, ampak v duhu organsko v hrvaščini. Je pa zdaj seveda ni sodba, ampak jaz sem se odločila potem za proces, ne, sojenje, pa se je tudi lepo prijelo. Nihče ni nič, tudi o naslovu sem spraševala na Kako bi bilo pa, ključne. če bi bila sodba v hrvaščini, če ne bi bil sojenje? Sodba, kar je pa nemogoča kolokacija v tem kontekstu. Nič to ne bi. Osuda. Aha. Ne vem, ne gre sploh. Zato Je pa tudi lepo se sliši, ne? Da, Ja, tako, reče suđenje ne v vem. Višnjo. Jaz sem si tukaj malo izpisal, no, pač iz jezikov, ki jih približno poznam, ne, recimo francoski je tudi kar le procès du bouc, kar kozlovski proces, ne. Italijanski ima la sentenza caprina di Višnja gora, sta ohranila, zdaj z nemščino se ne bom matral, ne znam izgovarjati dovolj dobro, in po špansko je pa tudi so El juicio del chivo de Monte Noble, ne. Pa Monte Noble ni bila Višnja gora, je bila Monte Noble, se pravi tudi nekaj znamenitega, kar nosi v sebi neko brezčasnost konec koncev, ne. Ja, jaz sem si pač malo izpisal teh imen, ki so tukaj noter nastopajo. Ene se dalo kar dokaj dobesedno prevesti, na primer Andraž Slamorezec je bil pač Andrew Strohcutter in Pavle Zaropotaj, Paul Rumpus. Ne bom zdaj glih vseh tukaj, no. Recimo zelo zanimiv je bil tudi pristop pri tem fleretu krivostegnu, ne, pač ta vedež, ne, vaški. Ti si dal kar flare o leg. S tem krivim Malo stegnom irec postavil. niti nisi kaj dosti ukvarjal, ampak ja, kako pa si prišel do tega, da je ta flare o leg? Ne vem, mislim, da tudi tako malko pač, ne vem, se ukvarjaš s temi imeni in to, in pa še zraven gledaš slike, seveda. In me v bistvu v nekem mislim, itak smo jo po moje za vse vmes kakšne druga imena še pa razmišljal, pa ne No, vem kaj, da jih bom kar naštel, ne. Recimo Peter Štrama je Peter Strum, ok, taj, no. Marko Čermaš, Mark Garlic, Miha Kisovar, Mike Sourface, Jožman Kravopasec, Johan, ali Joko se to izgovori po angliško, Cowherder, Kašopihar, Porridge Blower. Ja, meni se zdi to zelo zabavno. Đurđa, ti si imela tudi kar zabavne rešitve, na primer Pavle Zaropotaj, Pavle Lupnjava in Flere Krivi but in tako naprej. Si dala duškati tudi malo? Da si bolj sledila? Sledila sem Juršiču in seveda sem si, mislim, da sem si največ duška dala s tistim, kaj sem rekla, glivežnjeh.
glivežnih. A lahko mi daš knjigo malo? Ja, seveda, To oprosti. Ja. smo delali pred več kot 10 leti. Sunčan, daj ti kaj govori zdaj. Aha, zdaj smo res. Ne, lahko pač malo naštejem pač teh imen, ki sem si jih tukaj izpisal. Naprimer, Lukaš Drnulja je Lukas Kornel, v francoščini je Lucas Cornouille, v nemščini je Lukaš Šleh. Zanimivo se mi zdi, da v nemškem prevodu, ki ga je pripravil Erwin Kösler, je pa on slovenska imena ohranil taka kot so in je v bistvu prevajal samo priimke. Naprimer, Jurček Griža je Jurček Dunfif, če sem jaz prav izgovoril. V angleščini je George Stomachbach, v francoščini je Georges Luchias. Pol recimo Miha Kisovar, v angleščini Mike Sourface, potem v nemščini je Miha Essigbrauer in recimo po francosko je Michel Pisvinegre. Ta se mi zdi zelo zabaven, ali tudi v italijanščini so dobesedna, naprimer je Michelaccio Acetoso in v španščini je Miguel Avinagrado, se pravi, ja, okisani, in tudi recimo po francosko je kravopasec Le Vacher, dobesedno. Ampak recimo Francozi so pa ta francoska skupina, ki je to prevajala, je pa dala kar Višnja gora. Je kar Višnja gora in tudi mislim, da prebivalci so Le Višnjagorjen, se mi zdi, če se zdaj prav spomnim. V glavnem, ja, to so pač te najbolj znameniti iz teh znamenite rešitve, naprimer Fleuret krivostegno je francosko Fleuron courte cuisse, se pravi, ja, kratko stegno, Đurđa si, čas sem že... Sem našla, pa tu so zdaj glivežnjeh je tisti, Glivežnjeh. kjer so navedeni zdaj posamezni meščani, vidnejši, pa so v hrvaščini potem se jim reče tako: Jurček Kržljavac, Bošte Bogalj, Petar Glupan, Marko Češan, Miha Kvasina, Jožman Kravopasac, Lupnjava si ga omenil, Mrmljavac. Mrmljevac, ja, to so pač te, ki nastopajo. Ali sta vidva, ko sta to prevajali, ti si imel pač ta privilegij, da si imel ilustracije Marjana Mančka že od prej na voljo. Đurđa, kaj pa ti nisi nikoli videla teh ilustracij, ko si delala? Ne, nisem in tako da jaz nisem nič na ilustracije gledala. Gledala sem na besedilo in Mančkove ilustracije sem pa poznala, ker so tako, se mi zdi, izraščene s to famous So znamenite. tako sodbo, da sem to imela pred očmi. Pa se mi zdi, da potem niti ni, kako naj rečem, nikjer v izvirniku ne piše, imel je zelene hlače, imel je rdeč klobuk, da bi morali se tudi ilustratorji potem tega to upoštevati in tudi kozel je precej, kako naj rečem, generičen. Pa si ti, ko si prevajala, zdaj ne vem iz glave, katera po vrsti si bila ti pri prevodu. Kar hitro sem bila na vrsti, ne? A si ti kaj gledala prejšnje prevode, tako malo? Ne, jaz sploh nisem vedela, da se to pripravlja, in ko je Barbara prišla me nagovoriti, ali bi sodelovala pri tem podjetju, je imela s sabo izvirnik in angleško. In tudi ne vem, kaj bi po pravici bi pogledala, ne vem, v angleškega, kaj je delal prevajalec z imeni, ali bi pogledala, kaj je delal s
krajevnimi lastnimi imeni, nisem. Ne vem, jaz bi, Da. na primer, ne, mislim čisto tako, bi me zanimalo, kako so drugi prevajalci, ampak vsak Da, prevajalec ima tako ali tako veš, svoj zakaj pristop, nisem? Sej, ne. da ne bi mislili, Ja, da sem zdaj tako, da mi nič ni treba, da vse obvladam, ne? Ampak zdelo se mi je, da tu res ni treba, da vidim, kaj mi je storiti in kako mi je storiti, in nimam nobenih težav, vse vidim, zdaj seveda potem se odločim, a bo tako ali bo tako, nimam pa težav s to odločitvijo. Če bi zdaj, na primer, me je nagovorila kolegica, da si želijo skratka prevod v neki jezik, 2 strani, v neki knjižnici, kaj si delala, prosim te, kaj si delala z imeni, in vsaka tole sem delala in sem ji pokazala, ne. Tako da takrat nisem. Sem pa potem, potem pa je to, kot se mi zdi, kot po tekočem traku, res, Barbara, je to potem začelo izhajati, takrat sem pa potem pogledala. Tudi jezike, ki jih ne obvladam, ampak se poiščeš v besedilu tisto mesto, kjer se ti zdi, da zdaj bi pa tu moralo biti ime literarne osebe, in vidiš kaj. To bi bilo kakšna taka zanimiva analiza, ker zdaj se pa teh prevodov nabra že res malo morje, med drugim imamo 3 angleške, sem naštel, ne, ker po tvojem sta še 2 nastala, v neki drugi režiji, mislim, da sta 2 poljska na voljo, 2 nemška, zdaj je to podjetje prevzelo Ministrstvo za zunanje zadeve, ker je pač in hkrati Jurčičevo leto in hkrati predsedovanje Evropske unije, in očitno je nastal novi angleški prevod, ki je zdaj izdan 3-krat, hkrati z estonskim, Kaj pa ilustracije v tem novem? ne vem, Ne veš. poljskem, latvijskem, litvanskem, samo za litvansko sem odkril podatek, da je dejansko to prevajala prevajalka iz drugih slovanskih jezikov, Laima Masite, ne vem, če sem prav izgovoril, estonski, ta novi poljski, latvijski so neki prevajalci, prevajalke, ki, kakor sem jaz to iskal po internetu, se niti ne ukvarjajo prvenstveno s prevajanjem, so pač iz drugih humanističnih področij. Ne vem, Barbara, imaš ti še načrte se ukvarjati s tem projektom? Mislim, projekt mi je bil ljub, moram priznati, tudi popeljal nas je na do različnih ljudi, inštitucij po Evropi. Kot sem rekla na začetku, je bilo zelo romantična ideja, da bomo prevedli vse evropske jezike, ne da bi razmišljali o samih financah, ne da bi razmišljali, kdo bo to prevajal, ampak vedno je bil pogoj, kot sem rekla, v 2 leti je bilo priprav in iskanja prevajalcev, tako da prvi 3 prevodi so začeli nastajati hkrati in potem je v 3 letih nastalo 10 prevodov. Zdaj že 10 leto nisem več na izpostavi. Absolutno bi se mi zdelo, ne samo zato, ker je Jurčičevo leto, ampak ker je pač Jurčič avtor, ki bi ga moral poznati, mislim, bi mogel biti del svetovne književnosti, bi moral imeti svoje mesto, da bi se moral projekt nadaljevati, ampak mislim, da ne v režiji Ministrstva za zunanje zadeve. Žal pa jaz nimam časa niti referenc, da bi nadaljevala, še manj pa financ s tem projektom. Ne vem, ravno danes, ko sem se pripravljal na ta pogovor, me je spreletela ena zelo zanimiva misel, da imamo mi ta pogovor, da ne bi mogel biti v boljšem času, ko se ravnokar pogovarjamo, debatiramo o kaznovanju povzročanja vznemirjanja in razburjanja pri tretjih osebah, ne. In dejansko kozlovska sodba o tem govori, ne, pač ta Bogi Kozov je nehote povzročil vznemirjanje in razburjanje pri Andražu Slamorescu in ta problem je bilo treba rešiti. Se pravi, naše stare modrosti niso še za odmet, tako da bi bilo treba poiskati še kakšno tako zgodbo in jo pač dati prevesti. Đurđa in Sunčan, a mogoče ne bom vaju vprašal, a bi še kaj takega delala, ker seveda si predstavljam, da bi, ne, ampak a sta si sama kakšno stvar izbrala iz te naše zakladnice slovenske literature, ki se vama zdi, da bi bilo absolutno treba
prevajati, pa mogoče smo to čisto spregledali. Ne, moram reči, da nisem do zdaj imel kakšne take ideje. Ampak mislim, da je verjetno en izmed razlogov je to zato, ker v bistvu nikoli ne najdem časa za te neke projekte, ki bi bili pa bolj moji, no, v tem smislu. No. Ker itak že težko, že te projekte, ki jih imam, ponovadi nekako žongliram. Tako da je pa absolutno to ideja za kdaj, ko ne bom imel toliko dela, da malo razmislim, ker sem pa ziher, da se najde, no, mislim, absolutno. Ne. Ja, Butalci so že eni taki, Ja. ki govorijo pač neke univerzalne zgodbice o pač neki neumnosti, ne. Barbara, imaš ti mogoče kakšno idejo za A kakšno meni ni novo? treba torej odgovoriti. Izvoli, oprosti, Đurđa. Nič hudega. Jaz sem bolj ambasadorka, kot se reče, drugih južnoslovanskih literatur v Sloveniji in v slovenščino, tako da zato prav sistematično in odgovorno moram reči, se trudim skrbeti, kolikor je pač v moji moči in kolikor pač moj glas, ki je glede tega velja. Kar pa zadeva v drugo smer, pa seveda priporočam, navijam pri najrazličnejših akterjih. Tole bi bilo super, zakaj ni tole prevedeno, tukaj je luknja, to bi bilo odlično, da bi pa sama se tega lotila, pa nekako res ne zmorem, ob vsem, s čimer se ukvarjam, preprosto ni časa tudi za to, pa na vse zadnje obstajajo tudi prevajalci v hrvaščino, v srbščino, makedonščino, bolgarščino, bosanščino iz slovenščine, ki jim ne bi odžirala, da tako grobo rečem, dela. Priporočam pa res, včasih se tudi kaj uresniči, res pa da ne starih stvari, starejših stvari, temveč bolj novejše, ker za starejše stvari je zelo težko, to pa je res zelo, zelo težko koga navdušiti, da bi nekaj, kar je na primer staro 100 let ali pa 150 let, da bi pa zdaj izdal v prevodu, moral plačati vse, skratka, ne vem, lahko, da se bo to obrnilo, ampak trenutno pač ni tako. S tem se s tabo absolutno strinjam. Prevajalci imamo problem plasiranja starejše književnosti. Zanimivo je bilo pa tudi to, počasi gremo h koncu, da obstaja, to si ti odkrila, 50 prevodov Jurija Kozjaka v tuje jezike. Čisto na kratko, ti prevodi so shranjeni bolj ali manj v rokopisni obliki v samostanu Stična. Če bom jaz To je vse iz slovenščine ali so posredni? To je delal Ferdinand Kolednik, prevajalec, popotnik, duhovnik. In bojda obstaja 50 prevodov, nekaj jih je naredil ta gospod sam. Kako so pa ostali nastajajo, je bilo tudi zanimivo za raziskati. Jaz sem zelo vesel tega podatka in mogoče za kakšno raziskavo bi se bilo treba zakopati v arhive samostana Stična in malo to pogledati. Bi se še vrnil na tisto zadnje vprašanje, ki sem ti ga prej zastavil, ali imaš v mislih kakšen podoben nov projekt s kakšno drugo knjigo? Ja, idej je veliko, zdaj sem čisto v drugi vlogi kot svetovalka za literaturo, delam z mladimi literarnimi ustvarjalci, začetniki. Ravno lani smo na Festivalu mlade literature Urška izbrali mlado avtorico Selmo Skenderović, ki je ravno ob branju Jurčiča napisala zgodbo, komu je njegova literatura namenjena, ali samo slovenskim bralcem ali širše. Bila izbrana in napisala letos zbirko kratkih zgodb Zakaj molčiš, Hava. To je prvenka, ki jo bomo izdali pri
javnem skladu letos septembra, smo tik pred tiskom in za take knjige bi si pa želela, da jih prevedemo tudi v druge jezike in pokažemo še drugim. Se pravi, zdaj pa iščemo prevode novejše sodobne literature manj znanih avtorjev. No, Kozlovska sodba nam je pokazala, da Jurčič ni za odmet, tako da ga moramo še brati naprej in prevajati čim več v tuje jezike. Zahvaljujem se za sodelovanje profesorici Đurđić Sostroglavec, prevajalcu, fotografu Sunčanu Stovnu in Barbari Rigler, producentki za literarne dejavnosti na JSKD. Moje ime je Iztok Ilc, hvala, da ste se udeležili tega pogovora.